Pravkar se je vrnil z Gašerbruma. V 6 dneh je osvojil 2 vrhova, Gašerbrum 1 in 2. Oba. In imel sem čast, da sem ga srečal v prvem taboru. Ta tip se bo ubil. Vsak plezalec na K2 je tisto noč, 5. februarja 2021, slišal radio v baznem taboru. 42-letni moški stoji na strmi, navpični ledeni steni, znani kot Črna piramida, na višini 6400 metrov. Ni pripet in zrel prepad, ki vodi naravnost v brezno Karakoruma. Zmanjkalo mu je kisika, njegovi šotori so raztrgani in zadnjih 30 ur je preživel izčrpan. Njegove možgane so se dejansko začeli ugašati. Njegov doktorat iz rastlinskih znanosti tukaj ne pomeni ničesar. Njegovo desetletje na najbolj nevarnih vrhovih sveta tukaj ne pomeni ničesar. Trenutno je ena veriga kovinskih karabinov edina stvar, ki ga loči od 6000 čevljev globokega padca. Narediti mora manever, ki ga je izvedel že 1000krat. In prvič v življenju bo naredil napako pri zaporedju. Vsi na K2 vejo, da bo ta moški umrl. To se je zgodilo naslednje. Dobrodošli v ekstremu. Atanas Skatov ni bil običajen alpinist. Prvič, bil je znanstvenik, aktiven raziskovalec, ki je objavljal v strokovno recenziranih publikacijah. Imel je doktorat iz varstva rastlin z Kmetijske univerze v Plovdivu v Bolgariji. Doktoriral pa je na Humboldtovi univerzi v Berlinu. In zgodnji del svojega odraslega življenja je posvetil proučevanju biološkega zatiranja rastlinjakove bele muhe. Nikoli prej ni bil v gorah, vse do poletja 2010, ko je prehodil 400 mil dolgo pohodniško pot skozi bolgarske gore. Nihče ne more popolnoma razložiti, kaj se mu je zgodilo na tej poti. Sam Nikolaj ni dal jasnega odgovora. Ko pa je bilo konec, se mu je zdel nadzorovan, predvidljiv svet rastlinjakov in laboratorijskih poročil premalo. Ustavil se je, se obrnil in začel trenirati za gore. In od tistega trenutka je sprejel še eno nenavadno odločitev. Kot dolgoletni vegan se je odločil, da ne glede na to, katere višave bo dosegal, jih bo dosegal brez uživanja kakršnih koli živalskih izdelkov. To je imenoval svoj eksperiment. Znanstveno je nameraval dokazati svojim lastnim telesom in na najtežjih gorah sveta, da so rastline dovolj. Da za preživetje najekstremnejših fizičnih naporov, ki jih lahko ponudi planet, ne potrebuješ mesa. Če plezaš, verjetno razumeš, kako absurdno to zveni. Prehranska logika visokogorskega plezanja je bila desetletja zgrajena okoli živalskih beljakovin. Na ekstremnih višinah tvoje telo porablja kalorije hitreje, kot jih lahko nadomesti, in rastline preprosto ne vsebujejo dovolj goriva, da bi sledile temu tempu. Tako so vsaj mislili. Vsaka resna odprava, vsak uveljavljen vodnik, vsak fiziolog za visoke nadmorske višine je deloval na podlagi iste predpostavke. Plezalci jedo liofilizirano meso, maslo, živalsko maščobo, karkoli ustvarja toploto in ohranja mišice v gibanju. Vse, razen rastlin. Atanas se z njimi ni prepiral, preprosto je plezal. Njegova prva gora je bil Kilimandžaro v Tanzaniji leta 2013, nato Elbrus v Rusiji. Njegov prvi vrh v Himalaji je bil sam Everest leta 2014 severne strani. To je dosegal brez dodatnega kisika na vrhu in postal prvi znani vegan, ki je stal na najvišji točki zemlje. Stal je na vrhu in se vrnil nazaj do. Potem se je vrnil na Everest in ga ponovno osvojil, tokrat z južne strani. Nato gora Manaslu, Annapurna, Makalu, ki jo je osvojil v 94 urah z enim samim nočnim postankom v baznem taboru in podrl državni hitrostni rekord. Do leta 2017 je Atanas postal prvi vegan na svetu, ki je opravil izziv 7 vrhov. Bil je človek s poslanstvom, kakršnega še ni poskusil nihče, in bil je na pravi poti, saj je leta 2019 Atanas dosegel nekaj, kar bi zlomilo tudi alpiniste z desetletji izkušenj. V enem samem letu je osvojil Kangchen Zengo, Gašerbrum 1, Gašerbrum 2 in Dhaulagiri. To so 4 vrhovi nad 8000 metri v 365 dneh.
Večina vrhunskih alpinistov šteje en vzpon na vrh nad 8000 metri na leto za izjemen dosežek. Atanas je osvojil 4 vrhove s pomočjo rastlinske prehrane. Do konca leta 2019 je ta bolgarski agronom uspešno osvojil 10 od svetovnih vrhov, visokih nad 8000 metrov. Njegov cilj je bil postati prvi vegan, ki bi osvojil vseh 14 vrhov. In da bi resnično dokazal svojo trditev, da vegani niso v slabšem položaju, je potreboval popoln poligon za svoj naslednji izziv. Potreboval je goro, ki ni le izzivala plezalce, ampak jih je dejansko poskušala ubiti. Potreboval je tisti vrh, ki je strašil celo najbolj izkušene šerpe. Potreboval je K2. Medtem ko je Mount Everest streha sveta, je K2 preprosto divja gora. K2, ki se nahaja v odročnem osrčju gorovja Karakorum na meji med Pakistanom in Kitajsko, meri 8611 metrov. Je le nekaj 100 metrov nižja od Everesta, vendar si ti dve gori ne bi mogli biti bolj različni. Standardna pot na Everest omogoča plezalcem dolge, naporne pohode. K2 ne ponuja ničesar takega. Je nazobčana, divja piramida črne skale in neprebojnega modrega ledu. Ni odsekov za hojo, ni prostora, kjer bi si lahko oddahnil. Statistika pove vse. Več ljudi je bilo dobesedno v vesolju, kot jih je stalo na vrhu K2. Za vsake 4 plezalce, ki uspešno dosežejo vrh, eden zavedno ostane na gori. In to je poleti. Atanas Skatov ni nameraval iti poleti. Prijavil se je za zimsko sezono 2020 do 2021. Vzpon na K2 poleti je izjemno zahteven. Po zimi je to preprosto nemogoče. Temperatura pade na -60 stopinj Fahrenheita. Januarja in februarja se reaktivni tok, pa z vetrov silovitosti orkana, ki kroži v zgornjih plasteh atmosfere, spusti neposredno na K2. Vetri redno presegajo hitrost 120 mil na uro, toda prav zračni tlak naredi zimski K2 za pravo smrtonosno past. Ker je hladen zrak gostejši in se stiska navzdol, zračni tlak na K2 po zimi pade tako nizko, da ima plezalec na 8000 metrih na K2 v določenih dneh februarja dejansko manj kisika v vsakem vdihu, kot bi ga imel. Ko stoji na samem vrhu Mount Everesta. Alpinisti so že več kot 30 let poskušali osvojiti vrh K2 po zimi, vendar brez uspeha. To je bila zadnja velika nagrada visokogorskega alpinizma. Tvoje telo se na to ne more aklimatizirati, preprosto začne umirati. Kri se zgosti, prebava se popolnoma ustavi, ker želodec ne more nameniti kisika, potrebnega za razgradnjo hrane. Za preživetje človeško telo nujno potrebuje toploto, ki jo ustvari z izgorevanjem ogromnih količin gostih kalorij. Za strogega vegana je bil odhod v okolje s temperaturami -50 stopinj, kjer telo hrepeni po gostih živalskih maščobah, najvišje tveganje. Če bi imel eksperiment Atanasa Skatova končnega nasprotnika, bi bil to ta trenutek. In decembra 2020 se je odločil, da bo poskusil. Antonis je spakiral svojo opremo in začel naporno tedensko potovanje po zamrznjenem ledeniku Baltoro. Ko pa je končno prispel v bazni tabor K2, na 5200 metrih je zagledal prizor, kakršnega gora še ni doživela. Običajno je bila zimska odprava na K2 osamljena, obupana zadeva, v kateri je sodelovalo le nekaj izkušenih alpinistov. Ker pa so zaradi pandemije COVID-19 leta 2020 v Nepalu in na Kitajskem zaprli meje za plezalce, je Pakistan postal edina možnost. Tisto sezono se je bazni tabor razširil v razpotegnjeno, zamrznjeno vas. Več kot 60 alpinistov se je zbralo na ledeniku. Bile so samostojne odprave, kot sta legendarni pakistanski plezalec Ali Satpara in islandski reševalec John Snorri. Bila je zelo organizirana militaristična ekipa nepalskih plezalcev pod vodstvom Nirmala Purje. In potem je bila tu še ogromna komercialna odprava, ki jo je organiziral Seven Summit Treks, kateri se je pridružil Atanas. Ta organizator je pripeljal vojsko šerp, kilometre fiksnih vrvi in ducate plačujočih strank.
Vsi so upali, da si zagotovijo del zgodovine. Atanas Skatov se je namestil v svoj šotor, uredil svojo opremo in se pripravljal na brutalne aklimatizacijske rotacije. Imel je intelekt, imel je vzdržljivost in imel je neomajno vero v svojo filozofijo. Toda, ko je nastopila globoka zima, je 60 plezalcev, ki so sedeli na ledeniku, kmalu ugotovilo, da K2 ne zanima tvoja filozofija, tvoj življenjepis ali tvoja prehrana. 16. januarja 21. je vreme nad K2 naredilo nekaj, kar po zimi skoraj nikoli ne naredi. Bilo je mirno. Veter na vrhu je upadel na manj kot 16 km/h. To je tišje kot običajno poletno popoldne. Meteorologi, ki so K2 spremljali desetletja, so to poimenovali kot enkratno priložnost v generaciji. Plezalci so imeli en dan, morda dva, da dosežejo vrh, preden se bo gora spet vrnila v svojo običajno podobo. 10-članska ekipa nepalskih plezalcev, ki jo je vodil nekdanji pripadnik britanskih specialnih enot Nirmal Purja, je čakala prav na to. Premikali so se hitro. Premikali so se skupaj. In ob 16:43, 16. januarja, je vseh 10 stopilo na vrh K2 in pri 8611 metrih zapelo nepalsko himno. Uspelo jim je. 33 let neuspehov se je končalo v enem samem popoldnevu, na dan, ko je gora pozabila biti smrtonosna. Za svet alpinizma je bil to pristanek na Luni. Zadnja velika nagrada je padla. Za Atanasa Skatova, ki je sedel v svojem šotoru v baznem taboru, je bilo to nekaj bolj zapletenega kot praznovanje. Na njegovem seznamu so ostali še 4 vrhovi. Eden izmed njih je bil pravkar osvojen, a to ni bil razlog, da bi šel domov. To je bil razlog, da se še bolj potrudi. Pot je bila zdaj opremljena z vrvmi vse do vrha in, kar je najpomembneje, psihološka ovira občutka, da je to nemogoče, je izginila. Tako je ostal na gori. Do 1. februarja se je ta odločitev izkazala za zelo nevarno. Enkratna priložnost, ki je nepalsko ekipo popeljala na vrh, se je zaprla v trenutku, ko so se spustili in namesto nje je nastopila prava karakorumska zima. Temperature na zgornjem delu gore so ponovno padle na -50°F, Spremljalo pa jih je več zimskih neviht. Čakajoči plezalci so opazovali napoved za napovedjo, ki so prihajale in odhajale, brez kakršnekoli uporabne informacije. Potem so v prvih dneh februarja meteorologi našli ozko okno, ki se je odprlo med 4. in 5. februarjem. Vremenar odprave je bil neposreden, da je poskus vzpona na vrh K2 v tako majhnem vremenskem oknu izjemno tvegan. Ena od napovedi je to opisala kot komaj preživetje, tudi če imaš vse prednosti na svoji strani. Toda za plezalce, ki so skoraj 2 meseca živeli na ledeniku, porabili vse prihranke in opazovali, kako so Nepalci prevzeli naslov, zaradi katerega so vsi prišli, je bila to zadnja odprta vrata. Tako se je 4. februarja zjutraj več 10 plezalcev začelo vzpenjati proti taboru 3. Med njimi je bil tudi Antonis. Načrt je bil preprost, a hkrati drzen. Običajno poteka poskus vzpona na K2 takole. Najprej se povzpneš iz baze do tabora 4 na 7800 metrih. To je zadnje možno zavetje pred zgornjimi pobočji gore. Tam prespiš, preveriš opremo in se odpraviš sredi noči, plezaš skozi temo, da dosežeš vrh do zgodnjega popoldneva. Potem se hitro spustiš nazaj sem na varno, preden se vreme poslabša. To je ustaljen načrt. Tako se osvoji K2. Toda za ta vrh Atanas in preostali člani skupine Seven Summit Treks niso šli iz tabora 4. Zaradi slabega vremena ga ni bilo. Tam ni bilo postavljenega nobenega šotora. Zato je bil načrt, da bi štartali neposredno iz 3. tabora, s čimer bi že tako brutalnemu vzponu na vrh dodali še 500 metrov višinske razlike. Na 7300 metrih lahko vsakih 30 metrov vzpona vzame 1 uro mukotrpnega napora. Prostovoljno so najtežjemu dnevu svojega življenja dodajali celo večnost. Vremensko okno je bilo prekratko, ni bilo časa za postavitev tabora 4. Bil je tabor 3 ali nič.
Toda to, kar jih je čakalo v taboru 3, je manjkajoči tabor 4 naredilo za najmanjšo od njihovih težav. Več kot 25 plezalcev je prispelo v razmaku nekaj ur. Šotori, ki so jih na gori pripravili že tedne prej, so bili raztrgani in odpihnjeni z obraza gore zaradi vetra. Zavetje je bilo na voljo približno polovici ljudi, ki so prišli. 6 moških je na koncu stisnjenih v dvosebni šotor. Drugi so se stisnili k neznancem. Nihče ni mogel pravilno prižgati kuhalnika, da bi stopil sneg za vodo. Nihče ni mogel jesti. Nihče ni mogel spati. Temperatura zunaj je bila minus 40 stopinj Fahrenheita, veter pa se je še vedno stopnjeval. Atanas sam je prispel v tabor 3 pozno zvečer. Ko je privlekel svoje izčrpano telo v tabor, je bil kaos že popoln. Njegova skupina sploh ni imela šotora. Bil je prisiljen bivakirati zunaj, v smrtonosnem ledenem mrazu. Toda tisto, kar ga je premaknilo z roba, je bil kisik. Atanas in njegov šerpa Lakpa Dendi sta prispela na 7300 metrov, pri tem pa sta se zanašala na komercialno dobavno verigo, ki naj bi jima zagotovila dodaten kisik za zadnji vzpon. A potrebnega kisika preprosto ni bilo tam. Atanas ni imel nobene rezerve. Na 24.000 čevljih je biti brez kisika preveč tvegano. Brez njega telo izgubi sposobnost ustvarjanja toplote, kri se zgosti, možgani začnejo dušiti. Osblind nastopijo zelo hitro. V ledeni temi so odprte radijske postaje odprave začele oddajati surovo paniko smrtonosne cone. Ne čutim prstov na nogah tukaj zgoraj. Nisem se preoblekel in zmrzujem, je oddajal en obupan glas. Zakaj tukaj zgoraj ni več šotorov? Je zakričal še eden. Infrastruktura ogromne komercialne odprave se je popolnoma razkrojila. Tisto, kar naj bi bilo usklajeno izhodišče, se je spremenilo v obupan boj za preživetje noči. In prav na tem grozljivem ozadju je najbolj srhljivo opažanje celotne odprave odjeknilo prek radija. Ta človek se bo ubil. Glas se je oglasil prek odprtega radijskega kanala, ki so ga tisto noč poslušali vsi plezalci na gor. Bil je to en plezalec v 3. taboru, ki je opazoval drugega, ki je bil še vedno odločen, da se povzpne na vrh, kljub temu, da se je vse okoli njega podiralo. Nihče ne ve, kdo je spregovoril, vendar je kontekst nedvoumen. Zdaj, Atanas je bil pameten moški. Nekje med to brutalno nočjo je ocenil svoj položaj in naredil izračun. Utrujen plezalec na K2 je hodna odgovornost. Utrujen vegan plezalec brez kisika zagotovo ne bo imel srečnega konca. Zato se je pošteno odločil, da ne bo poskušal osvojiti vrha. Zjutraj se bo spustil. Preživel je noč, stisnjen v šotoru pri minus 40 stopinjah Fahrenheita, komaj hidriran, komaj spočit. A gora z njim še ni končala. Preživeti noč v taboru 3 je pomenilo le, da mora zdaj preživeti še spust. Na K2 je spust zgodovinsko gledano tisti, kjer gora zahteva svoj davek. Ko greš gor, te poganjata adrenalin in ambicija. Ko se spuščaš, si popolnoma izčrpan, glikogen je izginil. Mišice so izstradane. Odločitve, ki so bile jasne na poti navzgor, postanejo meglene na poti navzdol in gravitacija, proti kateri si se boril dneve, postane neusmiljen sovražnik. Bil je jutro 5. februarja, okoli 10 ure. Atanas Skatov in Lakpa Dendi sta začela svoj umik iz cone smrti. Da bi se spustila iz tabora 3, sta morala prečkati črno piramido. To je zloglasno strm, skoraj navpičen odsek izjemno trdega ledu in skal na približno 6400 metrih nadmorske višine. Ta del gore je opremljen s fiksnimi vrvmi, vendar niso vse vrvi enake. V preteklih letih je na desetine odprav pustilo svoje vrvi za seboj. Nekatere so bile povsem nove, nameščene s strani nepalske ekipe le nekaj tednov prej. Druge so bile starodavne, trohnele ostanke, ki bi se pod tvojo težo brez opozorila pretrgale. Če izbereš napačno, je to, kot da bi zagrabil obrabljen kabel na pečini. Ugotoviš, da je bila napačna izbira šele na poti navzdol. Da bi se varno spustil po teh vrveh, plezalec uporablja 2 sistema hkrati.
Prvi je spustna zavorna naprava. Predstavljajte si jo kot ročno zavoro. Ta naprava se namesti na vrv in nadzoruje, kako hitro se spuščate po njej. Drugi je varovalni trak, kratek trak, ki je s plezalnega pasu pripet neposredno na vrv. To je vaš varnostni pas. Če ročna zavora odpove, vas varnostni pas zadrži. Skupaj sta edina stvar med vami in goro spodaj. Ampak tukaj je težava. Vrv ni ena neprekinjena linija. Vsakih nekaj 10 čevljev so pritrjene v gorsko steno z vijaki. Pri vsakem od teh vijakov moraš narediti zamenjavo, se odpeti z vrvi zgoraj in se ponovno pripeti na vrv spodaj. Najprej ročna zavora, potem varnostni pas. In obstaja eno pravilo, ki ga nikoli ne smeš prekršiti. Ponovno pripni varnostni pas na spodnjo vrv, preden spustiš karkoli zgoraj. Ker za nekaj sekund med to zamenjavo, če narediš napačen vrstni red, se ne držiš ničesar. Atanas Skatov je to dobro vedel. To zamenjavo je opravil 100-krat na Anapurni in Cho Ojuju. Te vrvi je poznal tako, kot kirurg pozna skalpel. Okoli 10:30 zjutraj sta z Lokpo začela sestopati. Tik pod taborom 3 se je Šerpa Lokpa ustavil na vrvi, vzel fotoaparat in dokumentiral sestop ter posnel visokoločljivostni posnetek svojega klienta. Na tem posnetku je Atanas Skatov izgledal fizično močan. Vse je imel pod nadzorom. Uspešno je pritrdil svoj ATC spustni pripomoček na fiksno vrv in se aktivno pripravljal, da se spusti po strmih vrveh. Ni bilo nobenih zunanjih znakov panike, spotikanja ali bližajočega se kolapsa. Da bi ujel okolico, je Lokpa obrnil svojo kamero stran od Atanasa. Da bi posnel veličastno, čudovito pokrajino gorovja Karakorum, ki se je razprostirala pod njima. Ko je Lokpa le nekaj sekund kasneje obrnil kamero nazaj, je bil Atanas Skatov že izginil. Trenutek prej je bil Atanas še tam. V naslednjem trenutku ga ni bilo več. Kratek obvaz. Vsak mesec je zgodba, ki nikoli ne pride na YouTube. Tam je, če jo želite. Povezava do Patreona spodaj. Kje smo ostali? Pod njima na črni piramidi se je kanadski filmski ustvarjalec Elia Saikali previdno spuščal skupaj s svojim šerpa vodnikom Pasangom Purbo Šerpo. Elia ni bil zgolj naključni opazovalec. Bil je nagrajeni avtor visokogorskih dokumentarnih filmov, ki je leta preživel z dokumentiranjem plezalcev na najbolj nevarnih gorah sveta. Na K2 je prišel prav z namenom, da bi posnel zimsko odpravo pakistanske legende Alija Satpare in islandskega plezalca Johna Snorija. Prejšnjo noč je bil njegov lastni poskus vzpona nenadoma ustavljen, ko 6 jeklenk s kisikom, za katere je plačal in jih vnaprej namestil v taboru 3, ni bilo nikjer mogoče najti. Brez njih bi bil vzpon višje, smrtna obsodba. Zato sta se on in Pasang nekoliko umaknila po gori navzdol, postavila šotor in preživela brutalno noč, medtem ko sta poslušala kaos na odprtem radijskem kanalu nad njima. Zdaj sta se spuščala, premikala sta se izjemno previdno in se hkrati pripenjala na več vrvi, saj je bila zmeda starih in novih vrvi na črni piramidi takšna, da je bilo zaupanje eni sami vrvi prava loterija. Bila sta sredi spusta, ko je nekaj prekinilo tišino nad njima. Brez opozorila, brez zvoka, brez krika, samo telo v svetlo-rdeči puhovki, ki je poletelo nad njegovo glavo. Telo je za las zgrešilo Pasang Kadžijevo glavo. Nato je poletelo naravnost nad Saikalijem, ki je lahko le v otrplem strahu opazoval, kako se Atanas Skatov premetava in obrača na glavo, nasilno odbijajoč od neusmiljenih, trdo zaledenele strmine. Atanas je padel globoko po odseku črne piramide in hitrost človeškega telesa, ki pada po strmem pobočju trdega ledu, je uničujoča. Na neki točki med padcem so ponavljajoči udarci ob led Atanasa popolnoma iztrgali iz njegove puhovke, tako da je njegova svetlo-rdeča obleka ostala zagozdena v snegu na pobočju gore, medtem ko je njegovo telo drselo skoraj 1800 metrov navzdol, vse do naprednega baznega tabora. In to je bil konec. Reševalni poskusi so se začeli takoj. Do 15. ure tistega popoldneva je pakistanski vojaški helikopter poletel na 18.000 čevljev blizu napredne bazne postaje.
Ekipa na tleh, vključno z vodjo odprave Chang Dava Sherpa, je dosegla mesto nesreče, vendar je bilo žal prepozno. Atanas je umrl takoj ob trku. Njegove posmrtne ostanke so zavarovali, ga naložili v letalo in prepeljali v mesto Skardu. Rdeča puhovka je ostala na gori. Takošen naravni sklep, ko plezalec pade na fiksnih vrveh, je katastrofalna odpoved opreme. Začele so se hitro širiti prve govorice, zgodnja poročila so trdila, da je počila fiksna vrv. Toda to teorijo so hitro ovrgli, saj je vodja odprave Chang Dava Sherpa kasneje vztrajal, da so bile vse vrvi nepoškodovane in da so morale nekatere napake izvirati od Atanasa. A najbolj obremenilno pričevanje je prišlo od človeka, ki je bil tik ob njem. Lokpa Dendi je pravkar snemal Atanasa. Gledal ga je, ko se je pripenjal. In kar je še pomembneje, Lokpa je moral splezati navzdol po istem delu črne piramide, takoj potem, ko je Atanas padel. Ko so ga kasneje vprašali o opremi, je Lokpa dal preprost, uničujoč odgovor. Vrvi niso prerezane. Po isti vrvi sem se spustil dol. Naredil je napake, ko je menjal varovanje, je rekel. Forenzično soglasje med strokovnjaki je brutalno v svoji preprostosti. Ni bilo odpovedi vrvi. Atanas Skatov je naredil usodno napako pri menjavi vrvi, kar postavlja vprašanje, kako lahko zelo inteligenten, metodičen znanstvenik z doktoratom preprosto odpne z varovalne vrvi na gori. Odgovor ni neumnost, ni malomarnost, je nekaj veliko bolj vznemirljivega. Pomislite na zadnjič, ko ste bili resnično do kosti izčrpani. Ne samo utrujeni, ampak tako izčrpani, da ste vstopili v sobo in pozabili, zakaj ste tam, ko ste prebrali isti stavek 4-krat in ga še vedno niste mogli dojeti. To je vaš možgan na 20%. Zdaj vzemite te možgane in jih postavite zunaj na -40 stopinj Fahrenheita, brez šotora, brez spanja, brez vode celo noč. Na 7300 metrih, kjer vsak vdih prinese le delček kisika, morate razmišljati jasno. To so bili možgani, s katerimi je Atanas Skatov delal tistega jutra, 5. februarja. In ko ste izčrpani na ekstremnih višinah, je del možganov, ki je odgovoren za zaporedje in spominjanje, da mora korak A priti pred korakom B, prva stvar, ki odpove. Isti mehanizem, zaradi katerega je pripenjanje varnostnega pasu na morski gladini povsem enostavno, preprosto preneha delovati. Atanas Skatov ni pozabil, kako se pripne vrv. Za delček sekunde je pozabil, katera sponka pride prva. Na ravni cesti te to ne stane ničesar. Na črni piramidi K2, februarja po noči, ki jo je pravkar preživel, ga je to stalo vsega. Bolgarski predsednik vlade Bojko Borisov se je obrnil na narod, ko je novica prišla v javnost. Gora nam je vzela še enega izmed naših velikih alpinistov. Atanas Skatov je bil pogumen človek, človek z namenom. Doma v Bolgariji je imel 12-letnega sina z imenom Vasil in 4 vrhove, ki so ostali na seznamu, ki ga je gradil desetletje, a jih nikoli več ne bo videl. Atanas je za delček sekunde odklopil svojo varnostno vrv, naredil eno samo rutinsko napako, ki ga je stala življenja. To je bilo vse, kar je bilo potrebno pri človeku, ki je stal na 10 najvišjih gorah sveta. Če mislite, da je umreti med sestopom po pravilni odločitvi najbolj brutalen način, kako ta gora terja življenja, počakajte, da vidite, kaj naredi tistim, ki sploh niso imeli možnosti izbire. Naslednji posnetek vas bo šokiral.